smo pač naredili največjo informatizacijo javnega sektorja z kapitalom, ki ga je pač delavka Peka zagotovila za 5 let kredita. Foter doma je rekel, ti si nor, pač to nikoli ne bo ratal. Pač čez teden smo razvijali, čez vikende smo kosili travo. V tisti stavbi, ki smo bili, so nas klicali Barilla ekipa, ki smo samo špagete jedli. Star si 39 let, imaš pa telo 25-letnika. Jaz imam kokro zelo blizu, oziroma v kleti imam tudi sod, tako da je voda vsak dan na 5 stopinj in za 4 minute grem noter. Kaj je bilo tisto, kar te je pripeljalo na NLP? Ja, glas. Enostavno je bilo pač tako, da bi rekel usoda. Kako bo zdaj drugačno izobraževanje ali pa izobraževalni procesi zaradi umetne inteligence v prihodnosti? Že nekaj časa ne greš v šolo po znanje. Lepo zdrav, dobrodošli v novi epizodi našega podcasta. Z nami je danes Vladimir Balukčič, soustanovitelj e-šole, podjetja, ki stoji za e-asistentom. To je aplikacija, ki jo uporablja večina slovenskih šol. Med drugim je Vladimir tudi profesionalni učenec. Vladimir, dobrodošel. Hvala. Kaj pomeni biti profesionalni učenec? Ja, v bistvu najprej bi rekel, da imam res tako zelo veliko strast do učenja, sprobavanja novih stvari in da to je nekaj, kar me v bistvu zjutraj zbudi, pa zvečer naredi zadovoljnega, preden grem spat. Ta profesionalni učenec se je zgodil že, ko si bil otrok, ali si kasneje dobil to identiteto? Jaz bi rekel, ne, definitivno kasneje, ne, ker ko sem bil otrok, sem nekako to povzel, pa je bila moja bolj identiteta biti Cristiano Ronaldo. Sem zelo rad nogomet igral. Ampak ja, zdaj pa od samega začetka e-šole, ko smo stopili v stik s šolami, pa cel ta proces učenja pa hekanje, nekako te dve stvari sta mi zelo blizu in pol zato pravim, da ja, sem profesionalen učenec. Velikokrat sem poslušal tvojo zgodbo, kako ste začeli podjetje in morda za tiste, ki naj danes spremljajo, nikoli ni treba gledati osebe, ki jo vidite danes, ki je uspešna, da se je tako tudi začelo. Torej, začetki so lahko včasih malo bolj zahtevni. Kako je bil vaš začetek podjetja? Mislim, zelo zanimiv, zelo dinamičen, itak veliko izzivov je bilo. In ja, v resnici zdaj, ko tako gledam nazaj, ko delam refleksijo, sem zelo ponosen na ekipo, da nam je uspel, ker ko smo začenjali, na začetku smo imeli samo en tak nežen glas, pa če sem imel znotraj sebe, da grem pa odprem firmo, pač. Foter doma je rekel, ti si nor, pač to nikoli ne bo ratal, to je recimo ena taka stvar. Pol, ko smo začenjali, ja, pač na začetku itak nas noben ni prepoznal, pol tudi 2009, takrat v bistvu te web tehnologije so danes tako kot AI oziroma par let nazaj, mogoče kripto, blockchain. In posebej v pač takem malo bolj rigidnem sektorju, kot je šolstvo, da se uvajajo take tehnološke rešitve. Tako da mi smo se hecali, da res smo bili zelo veseli, tudi če nas je kakšen pes povohal, ko smo šli na šolo, zato da nas je sprejel. Pa seveda, začetki so bili taki, da pač čez teden smo razvijali, čez vikende smo kosili travo, zato da smo imeli v bistvu glavni vir prihodkov. Veliko dni smo v pisarni spali, ker ni bilo možnosti, da pač tankaš avto vsak dan, da se peleš, recimo sem iz Tržiča v Ljubljano. Pa v tisti stavbi, ki smo bili, so nas klicali Barilla ekipa, ki smo samo špagete jedli. Je pa res, da če smo si lahko privoščili Barillo, je bil to dober dan, ponavadi smo čez te Mercatorjeve špagete najcenejše, če lahko malo reklame naredim, delali. Tako da ja, to so bili naši začetki, ja, in zdaj dejansko
Se glih v zadnjo sem malo refleksije delal, ko pač sem se ukvarjal z svojimi manifestacijami za naprej. In ponavadi je tako, da ko določena zgodba uspe, seveda dobiš neko pozornost ali pa prepoznavnost, ampak v resnici takrat je dosti lažje, oziroma takrat so določene stvari zgolj matematika, 1+1 je 2 in pač se razvijaš naprej, Ampak na začetku je pa vse skupaj romantika, ker ne veš pa, če bo 1+1 2, v resnici lahko zgodi, da 1+1 bo 1000, lahko pa se zgodi, da je pa -500, ampak v tistem trenutku je res po moje pomembno, da se zna človek pomiriti, pa poslušati svoj nek notranji glas, ki šepeta nekaj, kar je lahko v nasprotju z vsemi prepričanji, vrednotami, okolju, družinskimi tradicijami. In jaz sem pač zelo vesel, da sem imel to izkušnjo, da sem zaupal temu, ker zdaj sem res, lahko rečem, zelo srečen pa zadovoljen. Torej, glas očeta je bil proti temu. Ja, v bistvu bolj glas strahu, ali pa lahko bi rekel strah ljubezni, glas ljubezni o tem, da me pač zaščiti, da mi zagotovi neko varnost, In seveda pač to so generacije, kjer je bilo pač glavni cilj se zaposliti v neki firmi in do konca življenja pač delati v eni firmi. Kar meni nekako ni resoniralo, eno je biti zaposlen, pa delati za nekoga, pa še v bistvu, pač imeti neko klasično kariero, pač ni bilo moje resoniranje. Je pa res, da to se me ni dotaknilo. Je bilo samo tako, okej, v redu. Ampak lahko pa bi vplival. Torej, recept za uspeh je, da spiš v pisarni, ješ poceni špagete in skozi verjameš, da ti lahko uspe in delaš, do koliko časa rabiš to početi? Jaz mislim, da se da drugače. Jaz mislim, da to je pač recimo naš del zgodbe, da jaz bi rekel, da bolj recept za uspeh je umiriti se in zdaj nekako tudi znanstveno dokazujejo pač da prava moč se najde v smislu nekih meditacij, da narediš dihalne vaje, da se umiriš, greš znotraj sebe in od tam dalje deluješ. In mislim, da v bistvu ne rabimo se tudi preprogramirati, da je treba haslati, pa da je treba špagete jesti, pa da je treba garati, Stvari se definitivno lahko naredijo tudi na drugačen način in predvsem, da zaupaš samem sebi. Tako da jaz ne verjamem v ta pristop, da če želiš, da narediš neko zgodbo, da moraš najprej ful garati, odborbati. Je fajn, ampak lahko drugače narediš. V bistvu lahko delaš, namesto nekega bojevnika imaš lahko pristop Jode, meni je Joda zelo blizu. Torej, če bi še enkrat začel zdaj to pot, bi uporabil pristop Jode? Definitivno. Saj v resnici zdaj ga tudi uporabljam, ker se mi zdi, da vsak teden, vsak mesec ali pa vsako leto začenjamo čisto, da smo startup z novimi projekti, z novimi izzivi in dejansko preko meditacij, manifestacij, raznih dihalnih tehnik, tako začenjamo. Oziroma tako jaz začenjam in osebno verjamem. In dejansko, ko sem začel to prakticirati, se čudeži začnejo dogajati. Daj mi povej en primer čudeža. V bistvu jaz bom rekel za sebe glaven primer čudeža. Lahko bi pač rekel, okej, smo začeli meditirati in so nam poslovne zadeve zelo dobro zlaufale, smo zrastli, smo postavili zdravo podjetje, naredili dobre pripomočke, To je en del zgodbe, ampak zame je bilo predvsem to, ker se mi zdi, da praktično 35 let znotraj mene je bilo najprej eno prepričanje, ker pač prihajam iz delavske familije, da to, da si uspešen, da moraš imeti veliko denarja. Ali pa pol sem šel globje, okej, to, da bom začutil ljubezen, mora imeti veliko denarja, ker brez tega ne moreš čutiti ljubezni, In iščeš, zasleduješ te cilje. In
pol, ko pač prideš do določene realizacije teh ciljev, pač sem jaz identificiral, da je neka praznina oziroma še neko dodatno breme, še več nezadovoljstva, ne. In je bilo pol tista izgubljena situacija, okej, kaj lahko še naredim, zato da bom jaz znotraj sebe kaj začutil, kakšno emocijo, kakšno čustvo, kaj to sploh je ljubezen, a ne, v bistvu ne kot neka definicija ali pa videno nekje v filmu, ampak tako znotraj svojega telesa. In zame je bil pač ta čudež, da pol, ko sem se pač obrnil v sebe, pa svoj notranji glas ali pa neko svojo avtentičnost, dejansko šele tam pred kratkim, pač recimo sem star zdaj 39, da sem začutil, kaj ljubezen pomeni, da v telesu fizično, da sem res čutil čisto avtentično, in to je meni glavni čudež, a ne. Pa neka ta mirnost, pa lahkotnost, pa inspiracija, veselje do življenja, pa ogromno ene hvaležnosti, ki se mi na dnevnem nivoju dogaja, recimo že to, da midva danes lahko se pogovarjava ali pa da mogoče lahko deliva kakšen nasvet, ki bi nekomu znal pomagati. V resnici hvaležno že to, da greš lahko sam na stranišče. Mislim, šele takrat, ko tega ne moreš narediti, vidiš, kakšen blagoslov je to. Ali pa na drugi strani, zdi se mi čudež, recimo, na katerega sem zelo ponosen, da ko se zgodi kakšna bolečina ali pa težek trenutek, da je to v resnici blagoslov, a ne. Da to sploh ni kazen, ali pa težava, a ne, je kvečjem blagoslov in neka lekcija in seveda kot profesionalen učenec, okej, nekaj se lahko naučim in pač sprejemaš bolečino z pristopom, da se boš učil, pa da odpraviš vzrok, a ne, ker vzrok je čisto nekje drugje. In to so zdaj v mojem svetu ti čudeži. Deva nekomu, ki še ni začutil ljubezni, dati neko strategijo. Kaj ti svetuješ, da nekdo naredi, da ne bo iskal, tako kot si ti rekel, sam nekih zunanjih parametrov, torej uspeh, denar in neko potrditev morda, zato da sploh lahko čuti ljubezen. Kako lahko nekdo preprosto začuti ljubezen? Jaz bi začel tako, da pač treba je poiskati znotraj sebe, a ne, če znotraj sebe ne poiščeš, nihče drug ti je ne more dati, oziroma vsaj v mojem primeru, da nisem pač imel odprtih vrat, a ne, za to. Kako bi začel? Jaz bi definitivno začel z dihalnimi vajami. Ogromno jih je, recimo na YouTubu jih je dostopnih, zelo kvalitetnih dihalnih tehnik, pač meni je recimo Wim Hof zelo blizu, malo rad imam take zelo intenzivne dihalne vaje, ali pa Soma breathing, ki je tudi zelo, zelo dober. Tako da naredil bi dihalne vaje oziroma kar nekaj ciklov teh dihalnih vaj, zaradi tega, da najprej se odmaknem iz tega svojega vsakdanjika oziroma teh občutkov, a ne, ker po 10 rundah Wim Hofa vidiš, da okej, telo ima kar neko drugo stanje. In pol bi pa v resnici pač 1 uro v tišini, temi sedel in bil sam s svojimi občutki. In kar se tiče ljubezni, bi skušal priklicati recimo spomine, ki so mi bili najbolj, kjer mi pripelje en občutek tukaj v prsih, skratka znotraj srca, recimo, da če tudi to ne znam, skratka nekaj, kar me pogreje, kjer se dobro počutim, a ne. Pri meni je to ena zelo preprosta stvar, v resnici spomnim se, ko sem bil malo prehlajen ali boven in mi je pač mami ta vindi puding te prinesla in potem sem iz himena gledal pa ta puding jedel. Pač meni je to, mislim, in dejansko pol sam sem s tem občutkom in se s tem občutkom igram in dejansko skušam pol tudi skozi dan čim večkrat ta občutek, to frekvenco, to vibracijo znotraj sebe priklicati oziroma vzdrževati. Pa na drugi strani biti čim bolj hvaležen za vse, kar nakazuje, da je to lahko ta občutek, a ne, recimo pač privilegij, da lahko piješ vodo. Recimo, a ne, in pač recimo tako, da imamo v tem kozarcu to vodo. Zakaj? Ker pač kot profesionalni učenec jaz rad zelo sprobavam različne
avanture, tehnike, izkušnje. Ne? In eno leto sem šel s kolegi preživetje v naravi. In smo šli pač samo z opremo, brez vode, brez hrane, v Kočevski gozd, januarja, ko je bilo mrzlo, ampak ni bilo nič snega. Ne? In pač tam te inštruktor uči, pač kako preživeti v naravi. Seveda, prva stvar, ki je, mislim, ena izmed prvih stvari, pač kje dobiti vodo. In tam smo pač vzeli bombažno majico, na travnik zjutraj roso zbirati, ožeti majico, ne, in ti si pač 4 ure to delal, si dobil toliko vode, to vodo je bilo 3-krat za prekuhati in razdeliti je bilo treba imeti 3 take malo više, močnejše, kakor sem jeste, ne. In si dejansko rečeš, ko prideš domov, odpreš, pa si tako rečeš, ok, v levo topla, v desno mrzla, pa kar lahko je cel liter natočem. Pa kadarkoli. Si rečeš, wow. Odpreš in pol se nadaljuje, a ne, valjda si lačen, in itak, ok, pač nisi toliko izurjen, da bi recimo lahko kakšne živalše ujel v prvih 2 dneh preživetja. Se naučiš pač, katere rastline, korenine so na voljo, ne, in zdaj smo pač po zimi, ni gob, ni teh bogatih jedi v gozdu, se naučiš neko koreninico poiskati, ne, in ta korenica, ki jo najdeš, je tako, kot da bi, ne vem, 100 čokolad pojedel, jaz imam zelo rad čokolade. In pol prideš domov, odpreš hladilnik in začneš videti, mislim, prepoznati to čudovitost, pa privilegij, ki ga imamo, a ne. Skratka, kdorkoli izmed nas v tem trenutku živi praktično, živi boljše kot kjerkoli faraon, kralj v prejšnjih stoletjih, tisočletjih, ker ti pač imaš, tam eno hrano, drugo hrano, tretjo hrano, odpreš hladilnik in imaš kar dostopno, a ne. Ali pa se uležeš tudi na tla v stanovanju, niti ne na jogi ali pa na posteljo, pa vidiš, wow, kako je to dobro, kar toplo je, ne, tam, ko moraš pač v gozdu si narediti bivak, pa pol itak slišiš medvede, ali pa šakale, ali pa volkove, zdaj ok, pač po zimi, ko spijo, ne toliko, ampak recimo, če greš kakšnega spomladi ali pa poleti, pa vedno te kakšen kamen malo dreza v hrbet in podobno, ampak prideš dan pa vidiš, tudi če v tleh spim, kakšen luksuz je to, a ne. In je pač res neverjetno, koliko ti pol taka izkušnja da ene hvaležnosti pa bogatosti v življenju. Ja, tako da to bi pol svetoval recimo kot strategijo, ok, začel sem z dihanjem in pač recimo nekim spominom in pol v bistvu se sam držiš tega občutka, pa si pol rečeš, ok, dejansko ne rabim zasledovati istega scenarija, se pravi, da mi spet mami da puding pa da gledam He-Mana, ne, ampak se samo prepustim temu občutku in karkoli bo prišlo, ne, in zdaj lahko pol pride izkušnja, da greš v preživetje v naravi, kjer je v bistvu res ogromen napor, a ne, pač 2 dni si brez vode, brez hrane, moraš posekati kar nekaj drv, da si narediš neke bivake ali pa poiskati nekih teh koreninc, zato da pol začneš prepoznavati obilje okrog sebe, pa tudi se odpreš pol za ljubezen in dejansko, ja, začutiš tudi to hvaležnost, ki je neka taka super moč in vidiš, wow, koliko res čudovito je življenje, če si samo dovolimo, da je čudovito. Saj, kako to, ne, ker živimo res v nekem obdobju obilja, ko si sam rekel, ne, imamo vodo, imamo hrano, toplo streho, in marsikateri kralj, faraon verjetno je imel slabše pogoje za življenje, kot jih imamo mi danes, in kljub vsemu večina ljudi je nezadovoljnih, nesrečnih, ker morda išče točno to, kar jim manjka, ali pa ima neko formulo v sebi, zato da sem jaz srečen ali pa srečna, moram imeti toliko denarja na računu, tak avto, takšna oblačila, tak izgled, torej, v čem misliš, da je tukaj največji izziv? Ja, ok, po mojem glavni izziv tiči v temu ta hedonic adaptation, ki se reče, ko se v resnici zelo hitro navadimo na v resnici luksus, ki ga imamo, a ne, in potem ne prakticiramo hvaležnosti. Se pravi, jaz pač dnevno pišem tudi dnevnik, a ne, in ena izmed glavnih stvari je tudi pač segment hvaležnosti, zakaj sem vse hvaležen, a ne, in
dejansko, da ni samo, ok, začneš za zdravje, za družino, ampak tako, ok, hvaležen sem, tako kot smo začeli, da grem lahko sam na stranišče, da lahko sam skrbim za sebe. V resnici hvaležen sem, da se lahko ukvarjam, recimo, mogoče s trenutnimi problemi, ki jih imam, kar pomeni, da pač imam neko kapaciteto, sposobnost, ali pa hvaležen sem za bolečino, ki jo čutim. In ja, se mi zdi, da pomanjkanje te hvaležnosti potem pripelje do tega, da se nam veliko stvari zdi pol samoumevnih in nam otežijo življenje. In ja, jaz tako pravim, eno je pač res, če mislimo, da nam je težko, saj v resnici lahko nam je težko, ampak greš za par dni v gozd, pa vidiš, kakšen luksuz je, ali pa če pa hočeš še hitrejši hack, če misliš, da imaš 100 problemov, greš samo v mrzlo vodo in imaš v trenutku sam še en problem. Vse ostalo zgine in imaš v bistvu ta kontrast, Kako pogosto ti prakticiraš mrzlo vodo? Vsak dan. Vsak dan? Mrzla voda je top, ja. To zjutraj, zvečer? Bolj popoldne, ker zjutraj sem najbolj produktiven, največ kreative imam in se res budim inspiriran, tako da zjutraj namenjam času za ustvarjanje. Popoldne, ko je pač pri meni nek tak downturn za boost energije, je pa mrzla voda. Pač, jaz imam kokro zelo blizu, oziroma v kleti imam tudi sod, tako da je voda vsak dan na 5 stopinj in za 4 minute grem noter. 4 minute? Ja, imel sem čas, ko sem šel 10 minut, ampak je v resnici brez veze. Imaš sam pač toliko večji izziv, da ogreješ telo, kar se tiče teh benefitov. Jih ni nobenih posebnih, tako da zdaj pravijo, da vse, kar je, mislim, da nad 3 minute imaš iste benefite, tako da ne, meni 4 minute paš, odločil sem se za 4 in tako da 4 minute mi je glih fajn. Je pa tako, mrzla voda je bolj za moško populacijo, ženske, zaradi hormonov in ciklov, ja, pač ta mrzla voda ni glih na tak način priporočljiva, za moške je pa to nekaj najboljšega. Tako da v bistvu ne imeti tople vode v hiši je blagoslov in privilegij. Zdaj, star si 39 let. Administrativno. Administrativno. Rekel si, da imaš pa telo 25-letnika. Ja, pa tudi nekako svoj svoje prepričanje, cilje, pa tudi vse to, kar delam. Recimo, jaz sem že od 2018 začel z biohackingom, pač tudi kot profesionalen učenec so vse te stvari blizu. In ja, pač moj cilj je, da pač moje telo, kar se tiče fizične sposobnosti, drugih rezultatov, markerjev, da je pač največ 25, to, kar imajo pač 25-letniki. Sicer glede na to, da če dalje bolj šibke generacije prihajajo, mogo malo spustiti to mejo, ampak ja. Daj nam povej, kaj konkretno počneš, da si v taki formi, oziroma da si pomlajen za približno 15 let. Ja, jaz počnem kar veliko stvari, oziroma rad jih eksperimentiram, tako da praktično ja, po moje tudi vse, kar je Brian Johnson sprobal, sem jaz verjetno že sprobal, pač jaz ne delam na tak način, kot je on, pač bolj me je zanimalo, sem sprobal vse te različne tehnike, pač od tudi matičnih celic do takih bolj naprednih biohacking pristopov. Zdaj v zadnjem času pa v bistvu skušam ta biohacking gledati kot čim bolj lahkotno stvar. In se mi zdi, da recimo pač intermittent fasting, odlična stvar, nič ne stane, vsak lahko dela veliko blagodejnih učinkov, recimo, da 8 ur ješ, pa 16 ur ne ješ, vpliva na spanje, na obnovo telesa. Pol mrzla voda, isto, dihanje, tako da ja, zdaj v zadnjem času to čim več lahkotnosti, ker imel sem tudi obdobje, ko sem bil res tako zelo rigorozen, pač tudi že ob 3 zjutraj vstajal, ne ob 5 AM club, s tem sem začel, ampak pa sem že ob 3 zjutraj, zato da sem lahko vse te svoje protokole, vaje, tai čije, joge, dihalne vaje, dnevnike, izobraževanja naredil, preden se pač otroci zbudijo, pa je treba pol tudi še kaj v službi urediti.
In en čas mi je bilo fajn, v bistvu tudi tako, da sem dokazal samem sebi. Zdaj mi je pa res ta lahkotnost pomembna, ker se mi zdi, da recimo privilegij je, da si rečeš, pač zjutraj se bom zbudil, ko bo moje telo odprlo oči. Ne, ko bo budilka zvonila ali ko me bo nekdo drug poklical in podobno. Ampak sej, najbolj fascinantno je to, da se v resnici pol zbudiš okrog 6 zjutraj, naspan, poln energije in si še vedno recimo pred časom ali pa pred drugimi. Tako da ja, zdaj od biohackanja skušam imeti čim bolj te naravne pristope, ampak dodajam, ne vem, pač zdaj trenutno recimo, ko grem v mrzlo vodo, še vdihavam CO2. Ali pa red light therapy, velik fan savne, imam pač tudi v kleti savno, tako da za savno imam nek svoj protokol, različne suplemente. Ampak bi pa rekel, glavna stvar je pa po moje dihalna vaja pa meditacija. Rekel si, da je še vedno nekaj, kar je močno prisotno, nekaj, kar je bolj lahkotno, torej si malo spustil mejo. Kaj je tisto, kar si rekel, da si zdaj še zmeraj strikten? Torej imaš ta intermittent fasting, torej ješ kdaj in kdaj ne ješ? Intermittent fasting imam jaz ponavadi ob zaključku zime. Tako sam naravno mi pride, ne? Se pravi spomladi 8 ur jem, 16 ur ne jem, se pravi tam pač po 4 uri popoldne ne jem, ker mi tudi ne paše, pa nisem tako lačen. Dihalne vaje, ja, mrzla voda, savnanje, red light therapy je to, kar delam zdaj na dnevnem nivoju, pa v bistvu skrbim za zadosten vnos proteinov, beljakovin. To je recimo. Alkohol? Ne pijem. Če se slučajno zgodi, je mogoče kakšen kozarec vina ali pa pivo, ampak to zelo, zelo, zelo redko, oziroma v zadnjem času, kar je že kar nekaj časa, mi pa enostavno ne paše. Pa jaz imam tudi groznega mačka, tako da jaz pač spijem pol piva, pa naslednji dan mačka, tako da ni, pa tudi me ne spravi na boljšo frekvenco. Jaz v resnici si rečem, rajši naredim 5 rund Wim Hofa in tako, kot Wim Hof pravi, get high on your own supply, je to res nekaj neverjetnega. Nek alkohol me v bistvu samo zmatrenega naredi, pa lačenega. Čokolada je pa tista stvar, ki ostaja skozi tabo, ali? Ja, je pa res, da v tem trenutku, recimo, ko sem tudi veliko delal na tem, da sem našel nek svoj notranji mir, ali pa da sem začel prepoznavati svoje podzavestne vzorce, je to zelo kontrolirano v tem smislu, da čokolada ne nadzoruje mene, ampak jaz njo, ne? In da dejansko prej mi ni bilo jasno, kako se lahko ljudje zadovoljijo z enim koščkom čokolade, ker sem pač mogel celo veliko čokolado pojesti, ne? Ali pa sladoled. Zdaj pa tako, če se odločam, pa recimo, ne vem, da vzel en košček čokolade in mi je res kar zadosti in res uživam, ne? Tako da ja, ampak zdaj se pogovarjamo pač 90% oziroma te res temne čokolade, ki so bolj grenke kot sladke. To mi je recimo. Zdaj se odločiš, preden vzameš kos prvi, rečeš, pojedel bom sam en košček, ali vzameš en košček in rečeš, to je bilo dovolj. Ne, zdaj se ponovadi odločam tako, da ko imam veliko mentalnega izziva in dejansko rabim nek oksitocin pa hrano za možgane, ne, in temna čokolada, borovnice pa med je nekaj, kar je top, ne, in recimo zato se odločam, ali pa tako, ne zdaj, da bi rekel, za neko čustveno tolažbo. Kar sem imel prej zelo velik vzorec, v bistvu ta čustvena tolažba. Ali pa, to še zdaj čutim, ko pridem k svojim staršem, je telo toliko naprogramirano, da gre v špajzo iskat, ne, in navajeno hoditi, ne, kada mi nekdo ugrabi moje telo in hodi, in tudi sem imel ene momente, ko sem rekel, pa res nočem to jesti, pa je kar se dogajalo, da sem šel v špajzo in itak včasih je bilo tako, da pač res tudi čokolade ni bilo v špajzi, ne, ali pa sem mogel
fotra prosite lahko, a ne, zdaj tak je pač, ker so vnuki, pa to je pač to polno, kada priješ v trgovino, a ne. Ampak ja, sem opazil res, koliko močni so ti naši podzavestni vzorci in kakšen potencial se kle skriva. In kako si premagal to, da kar rečeš v špajzo, vzameš manjši košček zdaj, ali rečeš, ko priješ do špajze, ne bom vstopil niti? Dobro vprašanje. Sej, enkrat smo tudi delali za špagete, ko sem bil na NLP-ju, se spomnim, ko smo... jaz bi rekel, da predvsem več nežnosti do samega sebe sem si dovolil, da ko sem začel opažati, da se mi to dogaja, da je tako močen podzavestni vzorec, tudi s psihoterapeutom, ki sem delal, pač rekel, glej, vse v redu, zdaj na začetku sam prepoznaj, pa dovolj si, pa pač glej, če ti paše čokolada, ti paše čokolada, ne. Zato, ker pač hraniš svojega notranjega otroka, ne, in zdaj ta tvoj notranji otrok kriči in veš pač, ko otrok kriči, zdaj takrat mu ne moreš ti zdaj predavati nekaj dodatno, ne, pač v redu, pač greš, poješ to čokolado in ugotavljaš, kje se je začel, a ne, kje je tisto pomanjkanje. In v bistvu na tak nežen način sem pol začel nastopati do sebe, ker jaz sem imel pol tako zelo rigorozne špartanske režime, keto dieta, fasting, samo beljakovine, niti grama ničesar, a ne, in pač ja, okej, saj zdržiš, a ne, in pol si pač 1 let, pol leta, ampak pol enkrat, ko se pa zalom, je pa v kontrastran, pač bi šel celo stojnico sladoleda, pač pojedel, tako da ja, tako bi rekel, no, da sem začel, da v bistvu razumeš, kaj se dogaja, da recimo to je pač potreba tvojega notranjega otroka in na zelo nežen način zapisuješ, pišeš dnevnik, opisuješ, kaj se dogaja in se enostavno pol prepustiš, pa vidiš. Tako da po moje tudi ena od takih za mene dobrih čudežev, da res včasih niti ne rabiš vedeti, ali pa, tako bi rekel, za veliko večino stvari ne rabiš vedeti, kako se bo določena stvar naredila, samo zaupati pa prepustiti se, pa biti nežen, pa samo pisati v dnevnik. In v resnici na tak način lahko ustvarjamo lastno realnost, vse, kar si želiš, pa še več. Od zdravja, uspeha, denarja, partnerstva, družine. Kaj je bilo tisto, kar te je, rekel si prej, pripeljalo na NLP? Torej, pri nas je končal NLP praktik, NLP mojster praktik in NLP coach. Ja. Glas. Enostavno je bilo pač tako, da bi rekel usoda, ampak pač nek glas, ki sem rekel, to si pač želim spoznati. In itak pač pol, ko se v nekaj zapičem, sem se v šusu vse 3 prijavil, a ne, zaradi tega, ker me to res zanimalo, veliko stvari sem odnesel in pol tudi tako, za vsako od teh stvari pač vzamem in naredim neko svojo izvedenko tega, kar za mene deluje, a ne. Pač vem, da recimo, ko sem zaključil vse te 3 dele pri tebi, sem v firmi postavil neko to pač aktivacijo superračunalnika, najprej sam zase, a ne. Ko smo delali preko vonja, vida, okusa, sluha, pa pol še pač sem par teh svojih kombinacij dodal, a ne, ker sem videl, da pri meni funkcionira. In recimo, ja, to je bilo to, pač enostavno čisto nek klic pa radovednost. Je kakšna tehnika NLP-ja, ki jo še danes uporabljaš? Ja, veliko. Mislim, eno je tudi ta pač zavedanje, moč prepričanj, pa pol zgodbe, ki se ustvarjajo, pol v bistvu ta tehnika reprogramiranja v smislu aktivacije celega telesa, pa da pol skušaš reprogramirati svoje vzorce, načine razmišljanja, tudi način izražanja, ne, se pravi, da tisto, kar želiš, da se uresniči, da daš namero, ki že obstaja, ki se je že zrealizirala. Pa pač rekel bi tudi tako, generalno, zdaj se mi kar nek tak layer
tega naredil in je pač postal del mene. In tudi to pa naprej prenašam svoje ekipe, produktov, ki jih delamo. Torej, ti, ki rečeš na neko delavnico, tako ko si šel na NLP ali pa kamorkoli drugam, dobiš neko znanje, potem predelaš najprej na sebe in potem prenašaš na ekipo. Tako, ja. In to se zgodi čisto naravno, ne z namenom zdaj, ker sem šel na NLP, želim, da greste vsi ostali na NLP. Mislim, ko sem bil malo mlajši, na začetku kariere, sem še celo na tak način delal, ampak v želji, v tej gorečem navdušenju, wow, koliko je to dobro. Pa tudi zelo hitro ugotoviš, da pač ob pravem času za pravo osebo je določen svet koristen. Ta pregovor, pač ko je učenec pripravljen, se učitelj pojavi. In to res drži. Sponzor tega podcasta oziroma podcasta je Mastermind Akademija. Vabljeni, da všečkate, delite, komentirate vsebine, ki jih objavljamo. In ko se vidimo na delavnicah v živo, bom vesel, če mi boste rekli, da ste spremljali ta današnji podcast in kakšen se vam je zdel. Načeloma zdaj bolj tako delam, da skušam različne stvari sprobati, recimo pač upgradeati, in ko se jaz izboljšam, se tudi okolje okrog mene izboljšuje in spreminja in pač na tak način pol od kolegov, sodelavcev, otrok pa posnamejo oziroma prenašam pol to na tak način. Ti ljudje rečejo, ko se skozi nekaj izobražuješ in spreminjaš, da si se spremenil. Opazijo drugi, da se ti spreminjaš? Ja, je pa res, da jaz mogoče sem kar malo nesenzitiven do tega, kaj drugi mislijo, ker enostavno sem toliko v svojem svetu, za svojimi frekvencijami in vibracijami, da ja, imam včasih velik izziv drugega začutiti. Ja, tako da nisem, pač se mi zdi tako, kot da je samoumevno to, oziroma ja, pač sem res sam generator svoje realnosti. Torej, tudi če ti da do kompliment, ti je v redu? Ja, mi je v redu, seveda, ja, mi je v redu, zdaj si v bistvu tudi vzamem čas, pa da si dam recognition sam sebi, Kritika pa absolutno se me sploh ne bi dotaknila, sploh ne vem, če bi jo slišal. Kaj pa, če je kritika konstruktivna, da lahko nekaj izboljšaš? To absolutno ne. V bistvu mislim, to vzamem pol kot nasvet, ne kot kritiko, ampak recimo, kar je mogoče nekaj ljudi okrog mene tako, da se bojijo sprememb, ker kaj bodo drugi rekli, zaradi drugih. Ko sem mislil, da v bistvu zaradi tega, ker nekdo drug bi, ali pa predvsem starši, pač, če vprašaš mojega fotra za vsako stvar, bi rekel, ti si res idiot, norca, to je njegov jezik ljubezni. Ampak ja, pač takih kritik ne upoštevam, oziroma jih enostavno ne registriram. Ja, konstruktivne kritike so pa zelo dobrodošle. Je pa res, da sem kar toliko proaktiven, da mi dostikrat kar zmanjka, da me nekdo prehiti s kritiko, preden že začnem izboljšavo. Aha, to pomeni, da ti že vidiš napako in jo popravljaš, preden drugi vidijo. Ja, pač ja, tudi ena izmed travm iz otroštva ali pa podzavestnih vzorcev, da nikoli ni zadosti dober, not good enough, mama wounding. Tako da ja, da kar delamo aktivno na tem tudi. In pač ja, konstantno iščem možnosti za izboljšavo. Zdaj v tem trenutku bolj iščem pač zaradi radovednosti, Prej pa sem kontinuirano, kaj se lahko izboljša, tudi če nekaj danes bilo perfektno, jutri mora biti boljše. To je bilo včasih. In to ne priporočam, ker pač rataš suženj tega in pač ja, nisi zavesten napredka, ki ga v resnici kažeš. Čeprav, zdaj bom citiral eno mojo družinsko prijateljico, ki je učiteljica v eni šoli, in ona pravi, da je ta vaša aplikacija, e-asistent, v resnici edina stvar, ki deluje. Zdaj govorim kot software, kot aplikacija. Torej, posledica tega vzorca, ki ga imaš,
je na koncu tudi nek lahko dober produkt, ker se je skozi nekaj izboljševalo. Torej, v nekem kontekstu je to lahko dobra stvar. Absolutno, ja. V bistvu pač dejansko neko vprašanje, pač kako lahko določeno stvar izboljšaš, a ne. In tudi, da na vse situacije, ki se zgodijo, a ne, se pač vsak, ki je razvijal software, tudi ve, da pač včasih pride do kakšnega buga, izzivov, ko ti produkt ne deluje, a ne. Ampak v resnici uporabniki cenijo pač odzivnost in da se odzoveš na to, da izboljšaš, ne da zagovarjaš pozicijo, pa rečeš, saj vsem ne dela. In mi smo pa v bistvu, oziroma moj pristop je tak, da nekaj tudi, kar je, če nekaj ne deluje, absolutno itak treba takoj popraviti, ne, ampak tudi, če že nekaj deluje, je jutri lahko boljš. Kaj misliš, da je bil recept za uspeh? Da ste uspeli toliko šol opremiti s to rešitvijo, ne? In na nek način dobivate te komplimente, kako vas pohvalijo, kako je ta stvar delujoča, kako si eni ne uspejo ali pa ne upajo predstavljati življenja brez te aplikacije. Kaj misliš, da je bilo? Iskreno, na začetku, da sploh nismo vedeli, v kaj se spuščamo. To je recept za uspeh, ne? Ker če bi pa imeli kompletno znanje, pa izkušnje, ne vem, če bi se sploh upali lotiti česa tega, ne? Mi smo pač tako, v narekovajih hostli se tega lotili v tem smislu, pa sej, pač vržeš se v morje, pa se sproti učiš plavati skozi viharja, ne. Bi rekel, da to je recept, v bistvu neko to zaupanje in pol si tudi ne pustiš plana B, niti ne razmišljaš o njemu, ne, pač enostavno se noter vržeš in začneš spreminjati in v resnici smo pač naredili največjo informatizacijo javnega sektorja z kapitalom, ki ga je pač delavka Peka zagotovila za 5 let kredita. Wow. Pač moja mama je, ko je se zakreditirala za moj delež v podjetju, Sam to je bil kar nek pritisk tudi za tebe. Če je ona vzela kredit, koliko je bilo to denarja takrat? Takrat je bilo 2500 €. Torej ona vzela kredit, zato je tebi dala, zato ti si potem imel nek občutek dolžnosti, to moram jaz zdaj vrniti enkrat, da ne boš kar zdaj ta denar nekam zabluzil. Definitivno pač je bila neka odgovornost. Pol na drugi strani, sej tudi ta paradoks, ki sem rekel, včasih moramo res razumeti, ne, če pač, v bistvu mat pa foter sta skupaj pač odplačevala ta kredit, ne, ampak foter je rekel, to nikoli ne bo ratalo, ampak vseeno je bil to njegov način ljubezni, ko je rekel, želim varnost za tebe, a ne, pa sta vseeno pač finančno podprla. Odgovornost je bila. Je bilo pa zanimivo to, da je bilo pa vedno 100% zaupanje, da to bo pač ratalo, da ne bo. Z tvoje strani? Z moje strani, Ti si čutil to v sebi? Enostavno čutiš in pač greš skozi vse izzive, ki so pred tabo. Je bila kakšna noč neprespana? Veliko, Zdaj ne govorim zaradi dela, govorim tudi zato, ker nisi vedel, kako boš lahko nekaj rešil. Ogromno. Se znajo, ne toliko neprespane noči, ampak dnevi, ne, prideti oziroma misli čez skozi dni. In jaz v bistvu praktično vse novi projekti pa izzivi, pač se jih lotevam, ko iskreno ne vem, kako bomo to rešili. Enostavno pač slediš. Se mi zdi, da se sploh ne predstavljam, da bi se nečesa lotil, pa da bi rekel, to pa natančno tako naredil, vem, ne. Pa tudi iskreno mi pač taki izzivi niso blizu, pač meni je blizu, bomo to naredili, ne vemo še točno, kako, sam imam občutek, da bo. Torej ti imaš neko idejo, občutek, da bo, pot pa še ni jasna. In pol pač greš na prvi korak, pa pol na drugi, pa na tretji, pa se naredi kakšna napaka, pa se vrneš nazaj, pa greš naprej. Mislim, definitivno se sploh ne predstavljam, da bi iz prve vedel vse, kako bo narejeno. Je bila kakšna ideja pa občutek takšen, da ti ni na koncu prinesel rezultata in si mogel reči, tega projekta ne bomo sešli več, ni bilo uspešno?
Ja, absolutno se veliko nekih projektov, oziroma nekaj teh projektov se zgodi, ko ne uspejo v tem trenutku, a ne, ampak se pa transformirajo v nekaj novega. Tako da, pač zdaj, ko gledam za nazaj, jaz to ne vidim kot projekt, ki je neuspešen, ampak pač kot neka lekcija, kot neka epizoda, neka pot, po kateri smo pač mi šli, zato da smo določene stvari spoznali in zato da smo danes tukaj, kjer smo, da recimo danes lahko pa delamo pripomoček X. Začeli smo pa s pripomočkom Y. Tako da to je sestavni del igre. Se mi zdi, da v resnici včasih je tu dobra strategija, da na začetku iščeš, kaj ne deluje, zato da boš prišel do tega, kar deluje, če ne veš, kaj je tisto, kar deluje. Jaz za večino stvari ne vem, kaj je tisto, kar deluje na začetku. Pa začneš, ustvarjaš in najdeš. Moče ena strategija, ki sem jo zdaj prepoznal pri tebi, je, da ko imaš neko idejo, neko vizijo, ta kako ali pa pot, ti ni tako važna, ker čutiš v sebi, da boš našel pot Ja. in začneš delati korake, ker zaupaš. Zaupaš v kaj? V sebe, v to, v bistvu zaupam po moje v to, da v bistvu vse, kar okrog sebe vidim, pa izkusim moja realnost, je to realnost, ki sem jo jaz kreiral. In jaz verjamem, da vsak posameznik je gospodar svoje realnosti. In vem, da pač vse, kar se zgodi tako dobro kot slabo, je pač tukaj za mene. In jaz sem tisti kreator tega. Pač brez mene to ne bi obstajalo skozi moje oči. In jaz zato dam v bistvu zelo velik poudarek, oziroma sej dejansko tudi to knjigo, moje manifestacije, isto imam za podjetje. Praktično vse, kar je v tej verziji zapisano, ne vem, kako bom to zrealiziral, ampak jaz to čutim. In meni so pomembni ti občutki in v bistvu, ko že čutim, sem že zrealiziral. Ker čutim. Pol to, da se v neki materializaciji zgodi, je zgolj posledica, niti ne končen cilj, ne? Ker v resnici noben noče imeti, recimo, če bi manifestiral rdečega Ferrarija, pa se noter počutiti kaj en gnoj, ne? Vsak se hoče počutiti dobro v tem Ferrariju, ne? In zdaj, če se pa ti počutiš dobro, pa počutiš dobro, pa počutiš dobro, pa tudi počutiš dobro, ko se usedeš v Golfa ali pa Cliota, se še vedno počutiš dobro in si že manifestacijo naredil. Najbolj zanimivo je pa to, da v resnici pol ustvariš tudi materializacijo tega. Se mi zdi ključno, no, recimo za čudeže ali pa za neke preboje, da zaupaš, da ne veš, kako se bo odvilo in da samo si s temi občutki, ki jih v resnici želiš, ki so začetek te materializacije, kako se želiš počutiti, ne. In pol si dovoliš to unikatnost. Pač v mojem primeru je recimo pač vse, kar je povezano s hekanjem pa z izobraževanjem, praktično vse stvari, ki jih zdaj delamo, pa so zdaj trenutno problemi, pa nam sive lase povzročajo, jih delamo zato, ker jih želimo, ne zato, ker jih moramo, ker jih absolutno ne rabimo delati, ne rabimo ustvarjati, lahko bi pač enostavno samo želi sadove izpred 15 let in bi bili še ultra uspešni, a ne. Ampak ja, ko pa prepoznaš to magičnost, da čutiš občutke, ki jih želiš čutiti in vzdržuješ te občutke, ne, in seveda pridejo in v bistvu, ko pridejo momenti, ki te vržejo ven iz tira, ali pa, ko se vsak dobro počuti, pač z lahkoto manifestira. Je pa hek, da ko pa se ti počutiš slabo in ko imaš jezo ali pa žalost, ali pa neko agresijo znotraj sebe, je to zelo močna energija. In če si takrat uspeš to energijo poslati v občutke, ki jih želiš občutiti, pa z jezo, žalostjo, agresijo lahko manifestiraš pač tako kot Yoda ali pa Darth Vader. To taka moč, ne. Saj v resnici ljudje to dosti pozavestno delamo samo glih kontra, v neko dekonstrukcijo. Jaz imam pač za ta namen tudi pač knjigo, ki me vrača nazaj v te občutke, a ne, in ko jo preberem, čutim stvari, absolutno pa nič ne vem točno, kako bom to realiziral. Sem pa 1000%, da je to že zrealizirano, niti ne, če se bo to zrealiziralo, ker že čutim.
Da nam razloži, kako ta knjiga deluje. Aha. Ja, ok, pač jaz imam knjigo zase, recimo, mi je zelo praktično, kot prvo pravilo, v resnici, da sploh vem, kva bi rad. Velika večina nas v resnici ne ve, kaj bi rada, ne. Pa tudi ne ve, kaj bi rada z tega stališča. Ok, lahko začnemo, recimo, da si želim rdečega Ferrarija, pa uporabljam en tak res ekstremen primer. Ali pa hišo. Ok, pač hiša je začetek. Pol, ok, pač zakaj rabiš hišo, ne vem, pač zato, da imam noter družino, zato, da imam familijo, ok, zakaj bi to rad imel, ne? Zato, da se in pol začneš odkrivati, ne vem, da se počutim svobodno, da se počutim varno, da imam prostor za počitek, da imam prostor za izražanje, da imam prostor za počitek. In v bistvu začneš raziskovati te občutke, ki so zadaj, ki jih želiš imeti, in pol, ki jih identificiraš, pa začutiš znotraj telesa, v bistvu pozabiš to pot, kako si zgradil te občutke in se samo prepustiš tem občutkom in na drugi strani, pač eni temu pravijo univerzum, eni Bog, jaz pravim, da sami ustvarimo še bistveno bolj, s čemer smo najprej začeli, da si nekaj želimo, ne. In recimo pač lahko bi začeli z rdečim Ferrarijem, ne. Ok, zato, da se počutim pomembenega, zakaj se hočeš počutiti pomembenega, zato, da imam ta občutek vrednosti, ljubezni, sprejetosti, da me drugi opazijo, ne, in ok, ko te drugi opazijo, kako se počutiš. In v bistvu, in pol te občutke skušaš zacementirati, odmakniti se od vse te zgodbe. Zakaj? Ker podzavestni vzorci nam bojo sabotirali to manifestacijo, ker če nam te podzavestni vzorci ne bi že sabotirali te manifestacije, bi že rdeč Ferrari imela, ne. Recimo, pač kaj bi se zgodilo, nikoli nimaš denarja za rdeč Ferrari, pa kako je draga registracija, pa kdo bo to vzdrževal, pa zdaj, ko sneg pada, pa kva bodo sosedje rekli, pa bla, 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 ne, in si porušil. Ampak v resnici ti hočeš občutek neke sprijeznosti, topline, ljubezni, sreče, izpolnjenosti. Ja, in bi rekel, ok, uporabimo ga za to, da pridemo do občutkov, pa zasidramo občutke in vzdržujemo občutke zdaj, ker pomeni, da se je ta manifestacija že zgodila. V bistvu v tem trenutku ima lahko vsak vse, tudi zdravje. Recimo, pač, ok, pridemo do primerov, recimo, pač meni je zelo blizu tudi Joe Dispenza, ne, in ima res fantastičen program, ne. In zdaj, kako pač jaz dojemam svojo interpretacijo, da če niti ni nujno zdaj, da imaš neko bolezen, pač enostavno se lahko počutiš zelo energijskega, ali če se počutiš pač recimo zmatranega, ne, si rečeš, ok, daj hočem se počutiti močnega, naspanega, polnega energije, ne, ok, prikličeš nek spomin ali pa kje so ti dogodki, ki se počutiš res tako opolnomočenega in začne v telesu se prebujati, ne. In zdaj recimo, če bi imel neko bolezen, bi priklical, kako se počutim kot zdrav, ne, ali nek spomin, ali pa v resnici bi pač gledal pač zdrave ljudi in v bistvu skušal njih mirroring narediti, a ne. In pol bi pač te občutke vzdrževal občutke in pol v bistvu, ko ti to vzdržuješ, se začnejo dejansko celice prilagajati, se začneš zdraviti, se začneš, ker v bistvu, če imaš znotraj sebe energijo in frekvenco zdravja, bo tudi tvoje telo zdravo oziroma se bo pozdravilo in recimo lahko čudeže narediš. In recimo Joe Dispenza to dokazuje fantastično, tudi ima svojo metodo in je meni tudi zelo, zelo blizu. Ampak ja, neka moja taka interpretacija tega, da vse imamo lahko že v tem trenutku, samo pač moramo iti znotraj sebe. Pol, ko greš znotraj sebe, imaš in svobodo, in obilje, in zdravje, in ljubezen. In glej ga zlomka, ko res se prepustiš temu, se ta prepustiti zna biti izziv, ampak ko se res prepustiš pa zaupaš temu, se pa kar čudeži začnejo dogajati, ne. Sam še zmeraj ne razumem. Knjiga je kar velika, debela. Aha. Torej, kaj je vse noter v njej? Ja, ok, pač zdaj jaz sem združil pač različne koncepte, a ne, in to zdaj tisto, kar resonira z mano, a ne, in zdaj začnem. En čas sem spoznaval, ne vem, če si slišal za tehniko quantum jumping. Se pravi, ti pač greš skozi določen postopek in se povežeš sam s sabo čez 20 let, ne.
In jaz sem se pač sam s sabo povezal čez 20 let. In pač so tukaj sporočila meni za mene, a ne? In da pač je I'm present, I have it all, it's inside of me. To je zdaj nova verzija za to leto, ali kako je to? Ne, to je za 5-6 let, ne? Aha. To so, In kdaj si to naredil? to sem glih pred kratkim naredil, ker je v bistvu bil klic, ker v bistvu prej sem imel eno tanjšo knjigico in vse, kar je bilo noter napisano, orisano, se je zmanifestiralo, v bistvu zrealiziralo. In pišeš v angleščini zdaj? Zdaj pišemo v angleščini. Prej je bilo v slovenščini? Prej je bila kombinacija slovenščine in angleščine. Zdaj ne vem, zdaj nekako mi je, vse v resnici tudi, pač mi je, ne vem, bližje angleščina. Zakaj? Zelo preprost, ker v telesu bolj začutim tisto, kar želim čutiti. Zdaj, če bi bila to kitajščina, bi kitajščino uporabljal. Prej je bila kombinacija slovenščine in angleščine z ogromno slovničnimi napakami kot dislektika, ne, tako da mislim, pa ni samo tekst, so tudi zdaj slike, ne. To je slika dela umetna inteligenca? To, kar je top, ne, ker v bistvu z promptom res lahko narediš, zato pač to je slika, ki meni zbudi moje frekvence in vibracije. Ni pravil, kako bi zdaj mogel nekdo to sliko narediti, pa kaj bi mogel tukaj noter napisati, ne. Ok, so pač neke smernice, da sem pač pokril tudi različna področja, pač health and fitness, business, emotional life, family, friends, tako da, ja, in recimo to je zame en tak zelo dober pripomoček, da najprej ugotovim, kaj si sploh želim in to pripeljem do občutkov in pol v bistvu opišem te občutke. Pol meni pač tudi pomagajo te vizualni pripomočki in zdaj v bistvu z umetno inteligenco res to lahko zelo kvalitetno narediš, zelo učinkovito. In v bistvu, ko vidim sliko, ko to preberem, trigam te občutke in v bistvu hack je ta, da jih ne povežem s svojo preteklo zgodbo, zaradi tega, ker dopuščam ta unknown, kako se bo to zrealiziralo. Pač vem, da se bo, ker že čutim. In pač logično, zdaj to mizo ne moreva ali pa nisva še odkrila načina, da jo v tem trenutku spremeniva v tekočino, pa da pa iz nje narediva en kip, a ne. Ampak če bi pa za dosti časa kontinuirano to delala, bi tudi to lahko dosegla, a ne. Pa če bi recimo najino telo dopuščalo tako močno energijo, da lahko manipulira drugo. Ampak vse da. Sam pač mogla bi biti res avtentično, s polno kapaciteto srca tudi v to usmerjeno. Ampak to je en tak res ekstremen primer. Zato, ker si ponavadi ljudje želimo, so pa res take zelo nianse. In prva stvar je, da enostavno samo zapišemo. In naslov knjige je My Magic, torej moja čarovnija, kako? Ja, tudi je prišel naslov sam od sebe, a ne. Prejšnja verzija je bila pač sam My Life Vision, a ne. Ta trenutna je pa pač My Magic. Zelo rad se vračaš vsako leto k nam na delavnice in deliš ta znanja z drugimi. Torej, ljudje te imajo radi, dejansko srkajo to tvojo energijo in to tvoje znanje. Kaj ti dobiš s tem, ko deliš naprej? Ja, v bistvu mi je kar veliko zadovoljstvo in v resnici mislim, da je bolj meni v zadovoljstvo kot tvojim študentom. Se mi zdi pač neka taka toplina, izpolnjenost, nek fulfillment, ne, zelo tudi tako, potrditev ali pa dokaz, kakšno moč vsak znotraj sebe ima, da ustvarja to neko življenje, da ga res živiš, a ne. In ja, meni je to res top, ko delim z drugimi, tisto, kar imam za deliti, recimo mojo izkušnjo, pa da vidim, da pri drugih resonira. Se ti zdi, da so tvoje manifestacije hitrejše takrat, ko drugim pomagaš manifestirati? Jaz bi rekel, da gre eno z drugim, da najhitrejše so takrat, ko res ugotoviš to avtentičnost. Kaj resnično je tisto pravo zate, a ne. Ker to, kar identificiram, da zdaj pač, ne vem, če bi nekdo avtentično bi rad kuhar, pa zdaj na poziciji recimo nekega uspešnega direktorja.
pa je lahko po vseh segmentih uspešen in bi ljudje rekli, aha, ta pa res manifestira noro dobro, a ne, ampak bi videli, da je zapornik v zlati kletki. To je bila tudi moja podobna zgodba v določenih segmentih, a ne, pač si počutil ujet v zlati kletki, pa veš, da je nekaj ni okej, pa ne veš, kako pa zakaj. In da ja, da najhitreje pride do tega, ko si dovoliš biti avtentičen. Ja, pa absolutno, če to manifestiraš z drugimi, pa dobiš še večjo moč. V bistvu so pol tudi, smo lahko en drugem kot neki ti amplifierji, se pravi, pospeševalci. In tako se tudi pol ideje ustvarjajo, ne, recimo podjetja. Zdaj, recimo jaz imam zdaj ta pristop joda vodenja, ne, se pravi, da skušam res skrbeti za frekvence in vibracije svoje ekipe, skozi zgodbo, ki jo najprej jaz čutim, inspirirati sodelavce, pa recimo mojo ekipo vodi najprej, in to gre pol kar eksponentno lahko naprej, ne. In isto gre lahko na drugih področjih. Dajva kakšno temo še o umetni inteligenci. Pred kratkim sem bil v ZDA na eni delavnici vibe codinga in tam je bilo 100 udeležencev, vključno z mano, vsak s svojim računalnikom, in smo narekovali eni aplikaciji, kako ne naredi software, in software je bil narejen v pol ure, 1 ure. Torej, te kaj strah, da bo zdaj nekdo prišel, bo rekel, naredi mi e-asistenta in v pol ure, to, kar si ti 15 let redil, je lahko e-asistent narejen. Kako se ti zdi, da bo tukaj nek trend? Ja, mislim, definitivno se to zdaj zelo močno spreminja. Jaz to vidim kot dobro stvar, ker v bistvu povečuje se učinkovitost. Zdaj pač v tem trenutku je ta vibe coding zelo učinkovit za prototipiranje, za neke MVP-je, kjer da lahko simuliraš realno uporabo, a ne. Pač v tem trenutku je definitivno treba pač imeti pol še znanje o kodiranju, če hočeš pač neke večje sisteme postaviti. Glede straha, jaz sem bolj inspiriran, jaz sem zelo navdušen nad vsem tem, ker v bistvu vidim, koliko se zdaj da še ustvariti. Ker mi smo imeli pač določene projekte, nove pripomočke, ki jih delamo za učenje, in največji izziv je bil, kako transformirati določeno vsebino, a ne. In pač moj glas je rekel, glej, ne skrbi, ko bo to na vrsti, bo že to, a ne. In dejansko z AI-jem to lahko zelo učinkovito delamo. Tako da jaz sem pač navdušen, ker itak nobenemu ni cilj, da stagnira pa sedi na tem, kar je, a ne. Pač dejansko zdaj, če smo v 15 letih lahko ustvarjali to, zdaj pač v enem letu lahko 15-krat več naredimo, kakor pa prej v 15 letih, a ne, in je samo super stvar. Kako bo zdaj drugačno izobraževanje ali pa izobraževalni procesi zaradi umetne inteligence v prihodnosti? Ja, jaz mislim, da na eni strani se bo zelo nadgradilo, pa predvsem v tej smeri, a ne. Mogoče zdaj se bo začelo odpirati, da lahko na izobraževanje malo drugače pogledamo, a ne. Zdaj pač nekaj časa je veljalo to, okej, treba v šolo hoditi, zato da boš pripravljen na prihodnost z vidika znanja. Zdaj pač to itak ne drži več, a ne, ampak je pa res, da pridobivanje znanja je zelo izvrsten poligon za pridobivanje kompetenc, ki jih boš rabil v prihodnosti, tako da nič ni narobe, če se, dostikrat so te polemike, ali se učenci zdaj učijo prave stvari, a ne. Seveda, pač najboljše je, da se učiš pravo stvar, ki jo boš za prihodnost rabil, ampak to v resnici noben ne ve, kva boš zdaj v prihodnosti rabil kot znanje, oziroma je itak toliko zelo hitro dostopno, da ko ga boš rabil, ga boš imel takoj serviranega in ga boš začel uporabljati, a ne. Je lahko pa obstoječi sistem, pa tudi verjamem, da se bo dogajalo, da se bo pretransformiral, da bomo osredotočeni, v kakšne kompetence ti razvijaš. Se pravi, zdaj, če sem jaz znan samega sebe razviti neko vztrajnost, pa da kljub temu, da recimo se zdaj učim neko snov, ki nima nobene veze z realnostjo, kaj šele s prihodnostjo, ampak se znam usesti, se znam naučiti in znam narediti nekaj, kar mi ni samo zabava, je to izvrstna kompetenca, a ne. Pol tudi na drugi strani jaz vidim, tudi če se učimo brezvezne stvari,
tudi če gre za piflanje, ne, pač ja, velike te memorizacije pa piflanja, tako kot so obstoječi sistemi postavljeni, ampak v resnici to je zelo dobra stvar za razvijanje hardvera v možganih pa procesorske moči, ne. Se pravi, pač ko bom zopet rabil določeno znanje v tem trenutku, bom imel toliko večjo kapaciteto, da se hitreje naučim, ne. In vidim, da v prihodnosti se bo to zgodilo, da bomo spremenili pričakovanja do šole in pol tudi bolj kot to, da imaš v šoli neke eksperte o znanju, da imaš motivatorje, animatorje, nekoga, ki se bo znal povezati s tabo, ki te bo znal motivirati, in da pač se bo šola mogla transformirati v prostor, kjer se boš prijetno pa varno počutil, ne. Ne zdaj, v šolo grem po znanje. Ne, že nekaj časa ne greš v šolo po znanje, ne, pač v šolo greš razvijati lahko vztrajnost, delovne navade, social skillse, pač vzgajaš se, naučiš se pravila ulice, pač kva pomeni Darwinov zakon, če nekdo močnejši, hitrejši, kako pač reagirati v teh situacijah in tako dalje. Tako da jaz vidim kar ogromno enega potenciala v šolah, tudi z manjšimi spremembami in vidim, da se stvari spreminjajo tudi v tej smeri. Kako to prenašaš na svoje otroke in jih pripravljaš na prihodnost? Ja, zdaj tukaj pri otrocih je tako. Jaz mislim, da dejansko otroke ni treba pripravljati na prihodnost, da mi se moramo pripraviti na prihodnost, da otroci to v resnici že znajo sami od sebe, in da skušamo čim manj vplivati na otroke v tem smislu, da mogoče se od otroka lahko kaj naučimo, pa da bolj v temu, da največ, kar otroku lahko damo, da si ti kot starš srečen. Vse ostalo pa v bistvu dopuščamo, pa pustimo, da je otrok pač neobremenjen oziroma da ni pod našim vplivom ali pa tudi našim znanjem, ne, ker ga postavimo v res neke škatle, ki pač niso njihove, pa tudi ne naše, ne, ampak so prednikov oziroma preteklih sistemov. In se mi zdi, da to, kar jaz pač na začetku, ko jaz imam 2 hčerki rodila, sem bil zelo na čase kar obseden, kako pravilno otroka vzgajati, ne. Pa to sočustveno starševstvo, pa NVC, pa komunikacija, pa stvari, ki meni niso bile blizu, skratka, pač moja mati je verjela v prepričanju, da če se otrok joka, razvija pljuča in da pač ga postaviš v sobo temno, naj se zjoka, ko se umiri, pride ven in se nauči, da pač jokati ni dovoljeno, posebej, če si fant, ne, da to je pač znak šibkosti. No, okej. Zdaj pač, ko začnemo spoznavati, zdaj mi kot starši druge aspekte. Ja, in sem bil en čas tako zelo obseden, kako perfektno zdaj jaz do svojega otroka to prenašati. Pa sem videl, da je šlo pač v drugo skrajnost, ne, da pol jaz sem bil nervozen, otroci pa itak zrcalijo, ne, in pač to, kakor te otrok lahko strigira, ob živce spravi, ali pa toliko bolečine, kot ti jo nekdo lahko povzroči, pač otrok lahko povzroči, nihče druga, ne, pač ob tem na drugi strani pa si reče, ja, otroci so božja radost. Ja, pa tudi hudiča, ne, hkrati. No, in pol sem pač veliko se ukvarjal s tem, ko sem rekel, pač res sem v brezupni situaciji, ne, pač nekaj skušam pravilno otroke prenašati, poučiti, ampak počutim se pa res slabo znotraj sebe. In pol mi je en dal, oziroma sem zasledil, sam ne vem, kje je en zelo dober nasvet, je rekel, da pač edina stvar, ki jo res starši lahko damo otroku, je, da si ti kot starš srečen. To je to. Vse ostalo pa zaupaj otroku, zaupaj situacijam, saj pač nič ni narobe, če gre najprej v levo, pa pol desno. Ja, in pol zdaj nekako temu sledim, pa v bistvu tudi nek svoj način razmišljanja, da če že bi mogel recimo postaviti nek koncept starševstva, ker zdaj je šlo tako, da ja, otrok nima nekih travm, ne, ko mi zdaj pucamo svoje grezance pa travme. Jaz mislim, da definicija zdravega starševstva je, da načrtno zna postavljati travme svojemu otroku. Pa da razložim to, zato da se ne bo zelo
En podcaster je dal zelo dober primer, ki je rekel, pač, kaj pomeni starševstvo pa ljubezen, a ne. Imel je očima in skupaj pač delal je v firmi od očima. In pol en dan je pač prišel do tega očima pa rekel, glej, jaz dam odpoved, ker bom odprl svojo firmo, a ne. In ta očim mu je rekel, glej, ti si loser, brez mene ne boš uspel, a ne. In valjda je šel ves razkurjen iz pisarne, je rekel, zdaj ti pa dokazal, da jaz pa bom uspel. In valjda je imel pač ogromno zamere, jeze do tega očima. In pol pač čez 15 let, ko je postal uspešen in pol si tudi pač, in nista govorila z očimom, a ne, toliko na hard je bilo. Mu je pač očim rekel, a se spomniš, ko si mi rekel, da boš odprl svojo firmo? Je rekel, glej, jaz sem ti namenoma rekel, da to ne boš uspel, ker te poznam tvoj karakter in vedel sem, da ti to rabiš, čutiti to jezo do mene in je boljše, da jo čutiš do mene, zato da uspeš. In je bilo tisto, wow, glej, to je pač starševstvo, a ne, da če že hočeš neke strategije, da razumeš in ja, se mi zdi, da dostikrat opažam, da znamo iti preveč v to pravilno starševstvo, pa samo, da ne bo neke travme, ko v resnici, kaj pa če je naloga starša v resnici, da pač povzroči travmo, ki jo mora povzročiti, ob tem, da si avtentično srečen in to je to. In pa v bistvu nekako tudi, ko sem začel malo to spuščati, sem res tudi začel uživati z otroci. Prej mi je bilo pa pač iskreno povedano zelo veliko breme, a ne. To pomeni, da kdaj rečeš hčerkama, lej, ne bo ti uspelo in čakaš, da njihova trma to prebije, premaga? Ja, zdaj pač glede na karakter mojih dveh ta malih, pri eni bi to funkcioniralo, pri drugi ne, a ne. Tako da dejansko za svoje dve hčerke še ugotavljam, kaj je tista formula za uspeh, ampak vidim pa, da dejansko, če recimo delam stvari, ki mene osrečujejo, da dejansko modeliram za njih odraslo osebo, kaj pomeni biti srečna. Se mi zdi, da mi velika večina nas staršev, to sem bil jaz tudi v tej vlogi, modeliramo otrokom, kako biti žrtev. Pa, se moram žrtvovati za otroka, pa strah, ne pa srečo, pa zadovoljstvo, pa zaupanje, ne. In moramo zdaj pač prebrati take in take knjigice, pa toliko časa moramo biti skupaj, pa pravilno komunicirati, pa pravilno jesti, a ne. Saj vse ima svoj smisel, a ne, ampak če ni te avtentičnosti, pol pač lahko, pač dostikrat vidiš kakšne mame, ki vztrajajo na zdravi prehrani in prvi moment, ko je otrok ima, gre v McDonald's jesti. Saj, tako da, ja, jaz za svoje dve ta male, to, kar sem pogruntal, da v bistvu najbolj opažam, da recimo, če delamo stvari, ki jih jaz rad počnem, pač sem zraven, na začetku znajo kakšno stvar se buniti, ampak pol zelo hitro se vzpostavi neka dinamika, pa je fajn. Recimo v fitness, a ne, pač na začetku sem si vedno rekel, moram se zdaj z njimi igrati, pa zato, da imam pol jaz čas, da grem pač svoje rituale narediti, a ne. Sem rekel, pa saj zakaj pa ne bi naredil z njim, ker jaz si to iskreno želim, jaz takrat res uživam. Tudi ko grem v mrzlo vodo, mislim, pač grem čez stvar, ki mi ne paše, jo naredim, ampak pa sem zadovoljen, a ne. Pa sem rekel, nič, bejbe, pač pojdite zdaj z mano, gremo dol v klet, in prvih 5 minut se ve, ke je malo šoka, a ne. Pa začneta onadve nekaj uteži delati ali pa nekaj jogo ali pa se tam guncati, pol v bistvu, ko vidite, da grem jaz v mrzlo vodo, se kar slečeta pa onadve v mrzlo vodo, a ne. In je pol tako res fajn, a ne. In pač ne pravim, da je zdaj pač fitness neka aktivnost, ki z otroci moraš delati, ampak to, kar meni paše, daš otroka zraven in ga sam pustiš. In v bistvu, da on pol zase neko pot skreira. Skratka, tako da sem šel od nekega rigoroznega starša, ki je skušal res vse po pravilih narediti z strahom, da ja, pač moj otrok ne bo imel neke travme, ker sem bil pač glih v tistem času, ko sem prvo pa drugo hčerko dobil, sem začel te svoje travme odkrivati in je bilo tako, kako mi je lahko mami to naredila. Pol zdaj, ko gledam nazaj, pač moja mati je imela fenomenalno starševstvo.
pač to, da me je dala, zaprla v sobo, da sem se zjokal, pa to je stvar, ki sem jo jaz pač rabo, a ne. Ja, odlično. Kako si pa s tehnologijami tukaj odprt do njiju? Torej, dovoliš, da uporabljate socialno mreže? Kdaj je pravi trenutek, recimo vsi ti neki guruji z področja IT-ja in tako naprej omejujejo to do dosti pozne starosti? Kdaj je pravi trenutek otroku dati telefon, socialno mrežje? Ja, jaz bi rekel čim kasneje, oziroma pač, ko si zaslužijo za telefon, pa ga sami kupijo. Je pa tako, da tehnologijo, recimo z tehnologijo, kot so kakšni učni pripomočki, ali pa mogoče, ali pa tudi kakšne pravljice, muzika, ne, pač, je pač zelo smiselno, se pravi, da je zelo namensko. Kar se pa tiče socialnih medijev, YouTubea, pa socialnih medijev, absolutno ne. Pa če me vprašaš, kdaj, nikoli, ne. Oziroma, ko bojo že zadosti same znale prepoznati, ne, nevarnosti, pa kaj to pomeni. Zaradi tega, ker pač, ja, socialne platforme so v bistvu najbolj optimizirani sistemi na svetu. Sistemi, ki znajo pač nas hukati za to pozornost, ki v resnici znajo pač targetirati naš dopamin in odvisnost. Tako da ja, tule itak absolutno, kar se mene tiče, nobenega TikToka, Instagrama. Ja, pripomočki za učenje, ja. Mislim, dosti je zanimivih takih aplikacij, ki ti lahko olajšajo delo, ali že kakšne pobarvanke, recimo, ko si na avionu, pa pobarvanke, pa recimo jaz sem dosti fan Montessori izobraževanja, je veliko Montessori aplikacij, ki jih lahko uporabiš, in je zabavno tam ali malo. Skratka, neke te namenske stvari, ja, socialne platforme, pa YouTubi, ne. Pač, če je kakšna risanka, je pač zelo v tem smislu, da je to načrtovano, ampak pač daš točno to risanko, ne, da je ta recommendation pa scrolling. Tako da jaz sem pač tule nekje vmes, pač se mi zdi, da lahko, da tehnologija ima neko dodano vrednost, ampak socialni mediji absolutno ne. Torej, jaz sam sebe dostikrat najdem, ko gledam nekaj zanimivega, uporabnega in scrollam in to mi pobere kar naenkrat pol ure, 1 uro in to je šlo v sekundi mimo, mislim, v sekundi ni šlo, ne. Sem se res nekaj naučil koristnega, čas je pa še zmeraj šel. Koliko si pa ti tukaj ujet, kdaj v ta... Jaz sem opazil, pač ko sem, recimo, ko je TikTok prišel, sem najprej testiral, sem videl, okej, kva zdaj to je. Najprej že sam opis TikToka mi je bil res zelo trapas. In pol sem videl, da v resnici en dan je šel, pa sploh nisem vedel, da je šel dan, tako da, ampak to je bila pač edina moja izkušnja z TikTokom. Zdaj, aplikacije na telefonu nimam nobene, od Instagrama, Facebooka, TikToka itak ne uporabljam. In edina stvar, ki je, pač, če grem, pač zaradi komunikacije, pa Facebook pa Instagram, ki sta zoptimizirana, da spremljam tiste coache ali pa osebe, ki so mi blizu, pa še to je pač limit 15 minut, imam v bistvu nastavljen na računalniku, da mi avtomatsko me izklopi, a ne. Pa še nisem logiran, zaradi tega, ker če nisem logiran, pa nimam nobenega helperja za logirati, pa za obe dve platforme imam pač 50 znakov gesla in si res moram zavestno vzeti čas, pretipkati, se noter logirati, videti, pa pol me še odlogira avtomatsko po 15 minutah. Tako da to je moj način. Imam pa nič postov na vseh socialnih medijih. Je neka majhna dodana vrednost, mislim, ne, je dodana vrednost v smislu nekega izobraževanja, ampak zelo previdno, ker pač ja, zelo hitro, ja, gre kar dan odleti. Pač to sem imel izkušnjo s TikTokom pred leti, zdaj pa pač ja, tako. In zgolj prek računalnika, ne, ker tudi računalnik ni toliko dostopen kakor mobilni telefon. Na mobilnem telefonu ni nič, a ne. Zdaj pač, če bi te stare Nokie imele še Google Maps, pa koledarje, pa Slack, bi uporabljal to Nokio in niti ne tega smart telefona. Dajva pogledati še malo prihodnost. Torej, kje se vidiš v prihodnje? Ful me vleče
Ok, definitivno imamo zelo pač velika pričakovanja, pa plane za e-šolo, predvsem zdaj, ko postavljamo stvari v tujini, ko razvijamo pripomočke za učenje, za generacijo alfa, generacijo Z. Tako da definitivno z vidika posla v tujini. Me pa čedalje bolj vleče v bistvu v to, da postavim nek tak mini community / resort v gozdu, pa to preživetje v naravi. Čist back to basic oziroma v jamo. Tako. Kdaj načrtuješ to? Pa jaz mislim, da v naslednjih 3 letih se bo tudi ta projekt zrealiziral. Ker ja, tako kot sem rekel, toliko enega obilja se skriva v tem, ko greš v gozd, pa tudi vidiš, da v resnici na koncu dneva to, kar rabim, je ta nahrbtnik, ki ga imam za gozd in lahko živim, in lahko res kvalitetno živim. In toliko ene svobode dobiš in pač ja, okej, zdaj, če bi mogel preživeti v resnici že na ulici pol, če moraš preživeti, je bistveno lažje, ker saj veš, da ne bo, ne vem, pač 20 tistih šakalov se okrog tebe šetali, pa pač trgovince so blizu, ali pa že v resnici so že kante polne hrane. Mislim, pač in ja, ta del. Pa tudi vidiš, koliko telo dobi neke svežine, ko si pač v naravi, v gozdu, da to je res neverjetno. Daj nam kakšen nasvet. Danes smo veliko govorila o zdravju, o manifestaciji, o različnih temah. Kaj bi bil tvoj nasvet za vse, ki naj danes poslušajo? Ja, zdaj, za tiste, ki imajo neke želje in cilje in s tem željam in ciljem so povezani neki strahovi, da jih ne morejo uresničiti, ali pa ki mislijo, da ne morejo ustvarjati svoje realnosti ali pa da ne morejo doseči določenih stvari, bi rekel, da naj probajo najprej biti recimo 60 dni zapored v občutku, ki ga želijo. Se pravi, da vsak dan vsaj za 5 minut probajo biti zavestni, da prekličejo ta občutek, pa vzdržujejo ta občutek. To je mogoče en nasvet. Ali pa ko so jezni, pa frustrirani, da se skušajo spomniti, kaj v resnici želijo od življenja. Da pol to energijo, ker v resnici gre samo za energijo, ne. Problemi, da obstajajo, rabijo energijo. Če ne daš problemu energije, problem ne bo obstajal. Zaradi tega, ko greš v mrzlo vodo, ko gre vsa energija v srce za to, da ohranja toploto, vse ostalo zgine, a ne. In ja, mogoče ta nasvet, tako, recimo. Ali pa mogoče, da je še lažje samo dihalne vaje. Res. Wim Hof, Soma breathing, ker v bistvu toliko pol enega dopamina, oksitocina, ki se ti zbudi, pa v resnici znaš začutiti to srečo, ki se kemično zgodi v telesu, ti procesi, in da pol vidiš dejansko, koliko sreče lahko vsak sam sproducira z vdihom in izdihom. Čudovito. Vladimir, hvala lepa za to tvojo udeležbo, ta obisk. Imava še veliko tem, ki jih bova pa načela lahko v enem izmed naslednjih epizod. Z veseljem. Hvala tebi za povabilo. Odličnost je nekaj, kar se lahko naučite. Odličnost je posledica vaje, treninga, dela in več, ko boste to poslušali, vadili, razmišljali, več je verjetnost, da boste to implementirali v svoje življenje. Sponzor podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da spremljate, poslušate naš podcast in kako se vam zdijo vsebine, ki jih za vas pripravljamo. Vabljeni, da kliknete na gumb subscribe oziroma naroči se in s tem, ko se naročite na naš kanal, dobite prvi oziroma med prvimi tudi obvestilo o novih vsebinah, o novem podcastu.